Darni kapetan Martin Milec, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Še zadnjič torej tukaj kot profesionalni nogometaš to nedeljo se torej zaključuje tvoja profesionalna nogometna zgodba, nikakor ne nogometna, ker to bi bil kriminal, da vse te izkušnje in znanje ne bi dal naprej, ampak s 310. nastopom v vijoličnem, Martin. Ha? Ja, tako kot si omenil, pač prišel moj čas, tako kot si omenil, vse se enkrat začne, enkrat se vse konča. Zdaj je prišel ta čas in trenutno v glavi je tisoč nekih stvari, iskreno slabo spim, švicam po noči, zbujam se. Razumem. Je kar naporni dnevi so in za mano in pred mano, ampak lahko si, skozi. Absolutno, da boš, ker vse, kar si dal skozi, ampak jaz sem razmišljal tudi dosti o tem, ne, kaj se bomo mi danes pogovarjali, kaj naj sploh Martinu rečem, kaj naj, veš, ker vsak to doživlja na svoj način in za mene ljudski vrt več ne bo enak. Pa bom ti povedal, zakaj. Zato, ker, in to sva se nekajkrat že pogovarjala in sem ti povedal, ti si eden od tistih, ki so si res izfajtali svojo življenjsko pot. Ker ti ni bilo, ko govorimo o profesionalnem nogometašu, ker ti ni bilo nič položeno, niti bilo nič podarjeno, ampak si dejansko svojim delom in trudom vse skozi opozarjal nase do te točke, da si postal resen kandidat za ljudski vrt, da si prišel, ne samo da si prišel, ampak si prišel z velikimi črkami, ne? Pustil takoj vtis, šel v tujino in potem prišel nazaj in nadaljeval in nadgrajeval točno tam, kjer si ostal, ko si šel iz Maribora. 12 let, ne, v Mariboru. Ja. Zato je to tak, veš, ker ne delajo več takih, kot si ti, Martin Milec. Začeli smo kar na hard, ne. Moram te malo manj v oči gledati, veš, ker drugače ne vem, kako bomo speljali intervju. Mislim, jaz sem vedno rekel, da ko sem prišel ali na trening, ali na tekmo, dal bom vse od sebe, kar sem v tistem trenutku zmožen. To sem naredil, mislim, da glede tega res lahko rem z kluba oziroma iz te moje športne profesionalne karijere dvignjene glave ponosno in za tem stojim. Bili so sponi, bili so padci, bilo je, hvala Bogu, dosti več lepega kot slabega, ampak vse se enkrat konča. Po eni strani se veselim konca, če sem iskren, zaradi vseh poškodb, vsega, kaj se mi je dogajalo. Iskreno, komaj čakam tudi, da zaživim malo, da grem malo na morje. Normalno, lahko. Tako da, se vidiš, težko mi je, ampak odhajam ponosno. Absolutno ponosno in niti ni sploh, da bi zdaj rekli, obstaja še druga možnost, da bi lahko šel kakorkoli drugače. Ne moreš iti drugače, ker enostavno si za toliko stvari zaslužen in kot se rekel, toliko lepih spominov v vijoličnem. Če bi moral zdaj recimo svoje najpomembnejše ljudi na svoji nogometni poti izpostaviti, kdo so bili ti ključni? Pa prvi definitivno normalno športni direktor, ki me je pripeljal v klub, gospod Zlatko Zahovič, normalno. Vemo, kaj je naredil za naš klub, vem tudi sam, kaj je naredil za mene, da me je pripeljal, tako da prva zahvala definitivno gre njemu. Potem pa normalno, če začnemo recimo od trenerjev, tisti, od katerega sem se največ naučil, kateri me nekako tudi največ dal, me vpeljal v prvo ekipo Maribora, tudi takrat definitivno Darko Milanič. Takoj za njim, nič kaj manj pomemben, Ante Šimunđa, kateri pač mi je isto dal ogromno. Tudi za na koncu karijere, ko vem in z poškodbami in z vsem, me je vseeno nekako spodbujal, stal ob strani. Tako da na koncu pa pač nikoli ne smemo pozabiti na vse ljudi v klubu, ki tu delajo. Od fizioterapeutov, ki so se z mano imeli, nažalost, ker dosti dela in so ga res opravili vrhunsko, do teh fizioterapeutov, ki so zdaj v klubu in tudi tisti, ki jih več ni.
Pa normalno vseh, ko delajo. Vemo, da Maribor je organiziran klub, vedno smo to poudarjali radi, vedno so nam stali ob strani, bilo kaj smo potrebovali, so bili tu za nas. Tako da tudi to, recimo, ko sem prej omenil, so vzponi, so padci, so bili, ne vem, zmage, neverjetne tekme, neverjetni večeri v Mariboru. Normalno, bili so tudi porazi, ki si jih nikoli nismo želeli, ampak kaj sem vedno rekel, na koncu ostane ta neki odnos prijateljstva, ki sem jih sklenil. In veš, to bo ostalo zavedno. Absolutno, da bo, in enostavno je to zaradi tega, ker tako smo te poznali na igrišču, tak si izven igrišča, se pravi, ne? Vedno iskren, vedno srčen in vedno direkten. In tako kot si na igrišču, jaz sem prepričan, da je tako, da tako kot si vedno na igrišču delal svoje soigralce boljše, ob tebi so vedno dali več, če ne drugače si vlekel naprej z vzorom, z srčno igro, ker ti si dejansko vedno jedel travo. Ne? Pa te, če si po eni nogi skakal, ne, si še vedno jedel travo, kot se je reklo. In enostavno so vsi bili boljši na tak način. Mislim, Martin, ti narediš vtis na človeka, si naredil na igrišču in izven igrišča, tako da se nimaš kaj zabati. Ja, ne, to sem hotel glih reči, da mogoče kdaj zaradi moje iskrenosti pa direktnosti me je marsikdaj tudi teplo, to skozi mojo kariero, ampak pač, če imam nekaj zapovedati, pa če mislim, da je to prav, bom to tudi rekel, tudi naredil na igrišču. In ja, en trener mi je tudi nedolgo nazaj rekel, da tudi ko sem bil najslabši na igrišču, bi raje videl mene gor ravno zaradi tega. In pol, ko začneš razmišljati, dejansko pač, tudi ko sem bil poškodovan, marsikero tekmo sem igral poškodovan, z injekcijami, s tabletami, ampak... To ljudje ne vejo, ne? To ne vejo, koliko dejansko si ti, če pustimo samo seveda znoj in kri, ne, ki se pač pusti na igrišču in na treningih, koliko si v bistvu ti žrtvoval za to, kolikokrat si šel dejansko preko sebe, ker ti je dejansko vijolični dres pomenil več tisti trenutek kot razmišljanje, da pa bi mogoče, ko boš 40, če hodil rad. Ja, kaj ti hočem reči? Vse za to, jaz mislim, da je tudi zaradi tega ravno napočil nekak pravi trenutek, da ne vem, tako si omenil, da zdaj, ko končam, da lahko grem s tam malim, da še vedno lahko mu podam žogo, da pa mogoče še kaj naučim, da lahko grem igrati tenis, da lahko pač delam stvari, ki so mogoče nekomu normalne. Za profesionalnega športnika pa ne najbolj normalne po karieri. Vse to, ne. Je pa res tudi, da jaz sem vedno govoril, ne. Moj cilj, ko sem bil mali, recimo, ne vem, vidiš zdaj recimo otroke nosijo drese od, ne vem, Neymara, Messija, Ronalda, od vseh, ne. Pač moj cilj, oziroma nekak želja, nikoli nisem sanjal o igranju za Barcelono, za Real, za ne vem koga, pač od malega vedno sem samo želel Maribor in to je to. Wow. In dejansko si to materializiral potem tudi, ko se rekel, morate vedeti, res Martin ni imel nekih stricev in botrov v ozadju, mnogi imajo in vemo, žal v politiki, ki se dogaja zadaj v fuzbalu, je pač to dostkrat prisotno, ampak enostavno z tem, kak ti si pač bil tank in kugla po desni in to je bilo to. Sicer nisi dal zdaj, da bi rekli res ogromno golov, vemo pa, ne, da je bilo en čas obdobje, tudi ko je Šalce še bil speaker na stadionu, je bilo vedno po izvrstni podaji Martina Milca. Ja, to je bilo kar zanimivo, mislim, tudi to, njegovo napovedovanje se je pol moglo enkrat končati, ampak ja, mislim, bilo je toliko lepih trenutkov, toliko nekih spominov, da mislim, zdaj v tem trenutku se še niti ne zavedaš. Ne? Ampak če bi moral, recimo, ne? Jaz vem, da je eden od tistih ko si se vsedel na stol, ki so ga zlomili navijači Olimpije, ne? In ga vrgli na igrišče, šel pa se je vsedel. To si je navijač celo dal tetovirati. Ja, še sliko imam z njim. Res? Ja. Tu jaz sem razmišljal o tem, ampak zdaj glede na to, da en že ima, se veš, kakšne so tatuji, ne? Moram najti nekaj svojega. Ampak tudi tatu neki za... Teh 12 let bo tudi sigurno pa. Ja, absolutno mora. Ampak zdaj, ko se pogovarjamo o teh trenutkih, jih lahko, mislim zdaj tak, če bi moral izpostaviti, ne vem, enih parih tekme, rezultati, ljudje, karkoli že, dogodki na igrišču.
Pa zdaj tekme, če bi mogel izpostaviti, ne vem, prva tekma, ki bo pač vedno ostala spominu, je sigurno debi. Hvala Bogu, ravno proti Olimpiji, 16. oktobra. Na moj rojstni dan, mimo grede. Pa takrat smo tudi z ženo začela hoditi. Mi smo povezani, pa smo nekaj vlak. Dobro jutro, Vanessa. Ne vem, če v službi ali dela. Ne kopli si, dajmo se ne v fuzbalu meniti. Ja, to je definitivno prva taka tekma. Pol pa je bilo, hvala Bogu, smo imeli to srečo, da smo res od 2010, odkar sem prišel v klub, do 2014, da smo res nizali uspehe za uspehom, če se lahko tako izrazim. 4 leta zapored igrali v Evropi, 1 leto tudi prezimili v Evropi. To mislim, da je potem nekako druga tekma, ko bi rekel, da mi je nekako najbolj pri srcu proti Sevilji, ko smo pač prezimili v Evropi, kjer sem tudi asistiral in doma in v gosteh, tako da obe tekmi. Ne moramo pozabiti normalno tudi vmes na reprezentanco, reprezentančni debi, kar je normalno vsakemu igralcu v največjo čast. Pa ne smemo pozabiti normalno, tudi HPL Berševa, tista tekma, pač vemo, verjetno smo se tudi mi že pogovarjali, že ko smo prišli na stadion, ko si videl tisti vijolični odsev nad stadionom, pač vedeli smo, da se bo zgodilo in se je. Definitivno dobra tekma, pa tudi naslednjih 2 dni ne bom pozabil, sicer mi malo manjka vmes, ampak normalno. To so podrobne. Ampak jaz imam zdaj kurjo kožo, ko se spominjam teh stvari, tega je bilo res ogromno in zdaj seveda morava se malo dotakniti, ker si tolikokrat omenil vse te številne poškodbe. Jaz sem imel dostikrat priložnost z mamo govoriti. Enkrat sva se tako zadebatirala po naši predstavi v Taborski dvorani zvečer in da smo potem oba že bila tako, smo se pogovarjali, pa Martin, pa sem pa kak je, pa kak go pa hrbet, pa še pa sploh. Pa še pa sem bil tako, pa si na tolažo. Joj, ne. In pol sva imela ogromno momentov, ko smo se v Šparu srečala in smo malo, sploh o ponedeljkih smo rada debatirala potem, ne. In je, tako da vem malo več o teh poškodbah, nekaj je bilo res resnih. Ja. Prva taka resna, bom rekel, je bila, mislim, da je bilo to leto, vrnil sem se 2017, se pravi 2018 pol. Proti Rodarju smo igrali, tista je bila prva taka, ko se mi je dejansko mišica odlepla dol iz kosti, tu zgoraj, na desni nogi. Pol druga je bila, zdaj pa pol zatem jih je bilo pa toliko, da od takrat naprej je šlo res kar dosti stvari narobe. Pol se mi je tudi na drugi nogi aduktor isto odlepil od kosti, tudi takrat sem hodil v Split na neke terapije, po neke injekcije, da sem bil čim prej nazaj. Pol pa zdaj te težave s hrbtom, imam počeno vretence, 2 herni, kjer jih še trenutno nista, ne stiskata tako, da bi zdaj ne bi mogel hoditi, ampak zdaj, če bi res še naprej treniral, verjetno vsak dan na takem nivoju, ko je zdaj recimo Maribor, mislim, da ne bi šlo skozi, da bi pa treniral 2-krat na teden, pa igral tekmo, pa na tem nivoju, zdaj pač tudi verjetno ne bi šlo skozi. Zdaj preden nekako počasi zaokrožimo vse skupaj, zdaj seveda za naprej je pot začrtana, kot sem rekel, kriminal, še enkrat bom rekel, kriminal bi bil, če ne bi ostal v fuzbalu tak ali drugače, ker tak si postal pomemben del te najbolj priljubljene postranske stvari na svetu, da te tudi fuzbal rabi v bistvu, tu pri nas. Ja, mislim, zdaj tako je, zdaj ko zaključujem tako, kot smo že rekli, pač profesionalno pot. Tako. Ampak, ker pač vemo, da pri nas, da se tudi pri nas v občini, Dejan igra fuzbal, je nekako dogovorjeno, da bom tudi naprej igral nogomet, ampak pač normalno, ni to, ne bo več na takem nivoju, verjetno bom
še malo brcal za Rače. Jaz upam, da mi bo hrbet dovolj dobro služil, normalno. Ne bomo več trenirali vsak dan, tako sem do zdaj, tako da upam, da bo koliko toliko ok, da lahko še njim malo pomagam. V prvi vrsti je to. Prijavljen sem tudi za usposabljanje za trenerja, za prvo C licenco. To imam načeloma jeseni, novembra. Tako da, sicer zaenkrat trenerstvo, kot trenerstvo me trenutno ne zanima. Bi pa rad ostal v nogometu, mogoče v kakšni drugi vlogi. Je pa res, da sam sem mnenja, da treba začeti od spodaj in iti na zgor. Tako sem začel tudi kot nogometaš. Se ne znaš drugače. Jaz mislim, da je pač taka pot prava. Bomo pa videli, nič še nikaj odločeno, vse je še odprto. Upam pa normalno, da lahko s svojimi izkušnjami, znanjem, bilo komu pomagam. Ne da upaš, ti zagotovo lahko svojimi izkušnjami komu pomagaš. In zdaj to nedeljo, torej Martin Milec in še zadnja poslovilna tekma v vijoličastem. Končuje se neka era, končuje se pač. Tako se mi zdi, da si v tej zgodbi še bil eden od zadnjih tistih vezi z neko nogometno romantiko, ki se je vzpostavila tukaj v Mariboru po letu 2010. In tako da zdaj na tak način se res zaključuje še ena zgodba. In kakorkoli obrneš, Martin, Ljudski vrt te bo pogrešal, veš? Saj tudi jaz bom pogrešal Ljudski vrt. Mislim, bolj bom pogrešal igrišče Ljudskega vrta, ker Ljudski vrt bom definitivno še prihajal. Jasno. Na tekme. Saj tudi, ne vem, navijači Viole, katere vem, da me res cenijo, podpirajo. Vejo, da sem, čeprav sem bil na igrišču, sem vseeno bil tudi del njih. Jaz imam tudi eno željo, da bi mogoče kdaj z Violami odšel na derbi v Ljubljano. Tega še nisem doživel. Vem, da sem že malo starejši, bolj star, bolj nor, kako pravijo, ampak tudi to bi enkrat rad doživel. Samo si v dobri kondiciji, tako da lahko greš v izjemni. Martin Milec, legenda Maribora, jaz samo upam, in si želim, pa tudi verjamem, da bo tudi odziv kluba tak, kot si ga zaslužiš, čeprav se mi zdi, da ne glede na to, ko pol pogledaš, pa daš na vago vse, kaj si ti dal, pa kaj pol dobiš nazaj, je vedno tehnica narobe visi, ne, ampak kar je pomembno, Martin, ti zavedno si zapisan ne samo v zgodovini, ampak tudi v srcih vseh navijačev. Martin Milec je ime, ki je sinonim za mnoge stvari in za mnoge lastnosti, ki bi jih mi radi, da bi jih še naprej nosili in izražali na igrišču nogometaši Maribora. Martin Milec je pojem in Martin Milec, najlepša hvala za vse. Najlepša hvala vsem vam za podporo, za vse. Ne, mi smo vedno tu za te, Martin. Je mogel priti ta trenutek, ne? Ja, je mogel priti. V glavnem hvala, jaz pač upam, da se vidimo v nedeljo v čim večjem številu, da se tekma normalno na koncu tudi zmaga. Res iskrena hvala iz srca tudi vam, najboljšemu radio, z najboljšimi ljudmi. Iskreno upam, da se vidimo v nedeljo, da nas bo čim več. Če ne v nedeljo, pa sigurno na kaki domači tekmi. Zdaj bom lahko v miru spil zdaj kako pivo. Skupaj poveselimo ob zmagi in to je to. Martin, veseli smo, da smo te poznali kot nogometaša, ponosni, da te poznamo kot človeka. Hvala ti še enkrat. Najlepša hvala.